Oprosti, ampak moram iti. Moraš toliko, da... Aha. Kaj? Si ne zaslužim pojasnila? Zakaj me gledaš tako, kot da sem jaz tukaj vsega kriva? Nisem rekel tega. Ja, pa si. Ali pa si to misliš? Hočeš, da sem jaz tista, ki to na glas izrača? Poslušaj, Lena... Zakaj samo ne greš? Tako, da ni tako se ti mudi. Kaj ne? Oprostite, lahko plačam? Jaz bom še malo ostala. Bom jaz plačala. V redu je. Rekla sem, da pusti. Hvala. Adijo, Lena. In vse to se je zgodilo točno en teden nazaj za tisto mizo. Kadar te tvoj večletni fant povabi na resen pogovor. Ponavadi, če vse v redu pričakuješ, ne vem, da te bo zaprosil, ne pa pustil, ker odhaja v Ameriko. Razumem, ja. Res je grozno, da imaš lahko celo življenje splanirano, samo zato, da se ti v trenutku vse sesuje. Smešno je, da sem o njegovi želji za odhod izvedela prav v tej kavarni, nekaj let nazaj. Predlansko poletje. Bilo je vroče in iskala sva kavarno, v kateri bi se skrila pred vročino. Vse na glavnem, kar bi bilo zasedeno, zato sva zavila v neko stransko ulico in našla to kavarno. Max se na to spomnil, da je v njej prebral članek, da lahko s skodelico kave potuješ nazaj v preteklost. Jaz seveda tega nisem verjela. Dobivate veliko strank, ki so prebrali ta članek, ki si želijo nazaj? Ne vem. In? Kaj se je zgodilo potem? Kje je zdaj? Najbolj v Ameriki. Nazadnje sem z njim govorila, ko sem mu je s točko modil na letališču. Torej na koncu tvoj fant namesto tebe raje izbral Ameriko? Ne, to ni res. Nisem tega rekla. No, ampak zdaj v Ameriki, a ni? Ja, ampak zgrešila si bistvo tega, kar sem povedala. Želela sem mu reči, da ostane, samo nisem vedela, kako točno naj to storim. Prej da izpadem najbolj egoistično. Torej, če prav razumem, nisi želela, da gre, ampak si bila samo preveč ponosna, da bi mu to povedala. Ja, nekaj takega. No, želela sem te vprašati, pa ne pravim, da verjamem to, ali da je to sploh mogoče, ampak če je, bi lahko šla en teden nazaj v preteklost, v tisti dan in tisto uro, kadar se je to zgodilo. Ne vem. Prosim, pripravljena sem poskusiti karkoli. Ampak, a se to sploh da? No? Želiš iti nazaj in narediti kaj točno? Popraviti narejeno škodo. Sram me priznati, ampak sita sem družinskih večerij, kjer me stalno sprašujejo, že razmišljaš o poroki,
kdaj bodo otroci? Resnica je, da sem uživala v zvezi z Maxom. Ker oba sodelujeva v istem podjetju, oba razumeva pomembnost kariere in prilagajanja. Z njim sem se počutila, kot da stvari razumem. Brez da mu kazala. Prosim. No, mislim, da je zdaj čas, da jim vse razložiš. Ne zgleda, kot da jim namerava kaj kmalu obupati. Kaj praviš? Očitno. Dobro me poslušaj, prav? Lahko greš nazaj, ampak ni važno, karkoli narediš. Sedanjost se ne bo spremenila. Ne more se. Kaj? Lahko greš nazaj in mu poveš vse, kar mu želiš povedati. Izliješ svoje čustva, ga prosiš, da ostane. Ampak to ne bo spremenilo dejstva, da je on sedaj v Ameriki. Kaj? Kako da ne? Ne, nič ne more spremeniti sedanjosti. Ampak kaj potem sploh smisel vsega skupaj? Kaj se pa zdaj pritožuješ? Vse si sama želela vedeti. Oprosti, ampak ne razumem, zakaj ne moreš spreminjati? Zakaj? Ker je tako pravilo. Ne smeš se igrati s časom. Ni prav, da kdorkoli ali karkoli spreminja to, kar je že bilo storjeno. Zdaj se spomnim. Takrat, ko mi je Max bral tisti članek, so bila tam notri omenjena neka pravila. Spomnim se, da je bilo eno izmed njih, da se lahko srečaš le z osebo, ki je že bila tukaj. Drugo pa je bilo prav to. Ne glede na to, kar storiš, ne moreš spremeniti sedanjosti. Niso samo ta pravila. Če so preteklosti, je omejeno. Seveda, omejen čas. No, in zdaj lahko vidiš, zakaj se večina ljudi po vsem tem premisli in se ne želi nazaj v preteklost. Če se prav spomnim, je menilo že lep čas od zadnje stranke, dovolj trmaste in zmešane, ki bi si želela nazaj v preteklost. Kaj? Ste veš, da je res? V življenju pač ne dobiš vse. Ne. Se mi zdi prav, da se tega zaveda. Okej, razumem. Pa ti si že bila kdaj nazaj v času? Ja. Je že v redu. Ne. Nisem še šla nazaj. Tako ali tako lahko greš samo enkrat, ampak me nikoli ni mikala. Nekdo, ki ga poznam, je imel slabo izkušnjo. In od takrat na vse to gledam malo drugače. Oprosti. Nisem vedela, da je to zate čutila. Pustite, lahko dobim še malo kave, prosim. Takoj. Pozdravljena. Pozdravljena, kako si? Kje si bila? Bolnišnica, ampak nič resnega, samo rutinski pregled za srce. Danes imaš celo nekaj barve na obrazu. Hvala, ja. Da, sem dobro. Nekaj ti moram pokazati. Kaži. Bo tako v redu? No ja, hvala. Mija, lahko prosim pokličeš gospo Ano. Iskala je... Seveda, tako. Se vidimo, vse vidimo. Živjo. Živjo. Teodor, kako je bilo? Nič nekaj pretiroma povedala. Kakšni so bili izvidi? Tako slabi. Ja, očitno že niso bili tako zelo slabi, če niso obdržali. Če se strinjam s tem, je pa druga zgodba. Razumem. Kako
Kako pa je s tabo? Tvoja sestra prihaja zadnje čase vedno pogosteje na obuz. Ja, In tvoji starši še vedno vodijo tisti posel z luksuznim hotelom. ja. To mora biti pa kar stresna situacija za tvojo sestro, da mora vse delati sama. Ah ne, spravi ga testaja. Se že znajde. Grem domov, dolg dan je bil. Ampak tvoja... Tudi če bi šla nazaj, ne bi bila nikomor v pomoč. Kakorkoli. Hvala za kavo. Se vidimo kasneje. Hvala. Ja. Ja. Mislim, da lahko sprejmem tudi to, da se nič ne spremeni. Lahko živim s tem, tudi če vse ostane enako. Ja, tako. Torej, pripravljena sem. Pošlji me en teden nazaj v preteklost. Tukaj je še eno zelo pomembno pravilo. Kaj? Še več pravil? Samo poslušaj. Prvič, ne moreš srečati ljudi, ki niso obiskali te kavarne. Drugič, sedanjost se ne bo spremenila. Tretjič, samo en stol te lahko popelje nazaj v preteklost. In četrtič, obstaja časovni limit. Še želiš, da nadaljujem? Pripravljena sem. Dobro. Kot sem rekla, lahko greš nazaj samo iz enega stola. Iz tistega tam ne. Tistega tam, kjer sedi tista ženska. Ja. Dobar dan. Se opravičujem. Vem, da je čudna prošnja, ampak bi vas samo za nekaj minut prosila, če se lahko presedete drugam. Potrebujem namreč točno ta stol. Zapravljaš čas, In zakaj? ker je ta ženska duh. Ok, ja, duh, seveda. Kako lahko duhove vidimo sredi belega dne in ti sedijo v kavarni in berejo knjigo. Lahko se dotikaš. Kljub vsemu je duh. Resno, pa ne, oprosti, pa tega ne bom verjela. Poslušajte, gospa, res bi mi dosti pomenilo, če se lahko premaknete. Halo? Me lahko prosim ignorirate? Kdo si mislite, da ste? Kaj se dogaja? Kaj mi je storila? Saj sem ti rekla, da nehaj. Počakaj. Bi si želeli skodelico kave? Ja, prosim. Kaj za vrag je bilo to? In zakaj bi duh pil kavo? Okej. Delajmo se, da je karkoli tega res. Torej on res duh? Ja. Če želiš prost stol, moraš počakati. Enkrat na dan gre v kopalnico. Duh mora iti na stranišče. Takrat, ko je ni, lahko sediš tam. Ampak moraš vedeti, da nima vedno enake ure. Prav. Počakala bom. Kdaj zaprete? Ob 8. Ampak lahko počakam s tabo. Lahko samo še nekaj vprašam. Kaj točno se je zgodilo tej ženski, da bi stala na tem stolu? Kršila je pravilo o časovnem limitu. Zadnje in najpomembnejše pravilo je, da moraš priti nazaj še preden se kava ohradi. Ona ga je prekršila. Bila je redna stranka in je šla 5 let nazaj v preteklost, da bi obiskala svojo hči. Bila je bolna in je hotela še nekaj minut ostati z njo v zdravem telesu.
kave ni popila, preden se je ohladila. In sedaj je tu. Torej, če jaz ne popijem kave pravočasno, bom jaz na koncu ta duh? Ja. Pozdravljeni. Pozdravljena, gospa Ana. Ja, res hvala, da si poklicala. Konstantin, Ana, kaj delaš tukaj? v službi sem imela pauzo, pa sem rekla, da ti pridem delati malo družbe. V redu. Pravijo, da si pogosto tukaj. Torej, ti je tu postalo všeč. Ja, zasilo bo. V resnici samo čakam. Na kaj? Lani, da zapustiš to. Pa ti danes še ni uspelo sedeti tam? Ne. Ja, zakaj pa pravzaprav hočeš nazaj v preteklost? Je tam kaj, kar si želiš popraviti? Tega ti pa ne morem povedati. Mislim, da si jo danes tako ali tako že zamudil. Si zato, da greva raje domov? No, pa pojdiva. Oprostite, koliko sem dolžan? 3,20 €, prosim. To je pa čudno. Prisegel bi, da sem jo imel v žepu. Konstantin. Svidenje. Hvala za kavo. Hvala. Hvala, nasvidenje. No. Tadva sta pa kar zanimiva. Poglej, stol je sedaj prost. Se še želiš usesti? Ja, seveda. Torej, kako to zdaj deluje? Kavo moraš popiti, še preden se ohladi. Pa mora biti prav kava. Jaz res ne maram okusa. Lahko morda raje čaj. Ne. Tvoj čas v preteklosti se začne šteti v trenutku, ko kavo nalijem in popiti jo moraš, preden se ohladi. Ne vem, strah me je. Ne vem, če si še želim tega. Vse bo v redu. Samo prosim, dokončno se odloči. Ne bo zavedno ostala na stranišču. Dobro, samo popijem kavo, preden se ohladi. Nalij mi kavo, prosim. Zamisli si trenutek, v katerega želiš potovati z Maksom. Srečno. Amerika ima priložnost. Najlepša hvala za kavo, se vidimo naslednji mesec. Silver Magnolij, menitni. Poglejte hotel. Ne vem, kako naj ti povem. Želim se, pa si lahko ne morem reči. To je krasno. Jaz sem želim na vlak, Ja. na letalo. Oprostite, lahko je na kavo? Za sam, prosim. Tako je. Nimaš več dosti časa, kaj nam? Ne. Tudi jaz nimam več dosti časa. Kaj? Nič. Poslušaj, nekaj pomembnega bi ti rada povedala. Kaj pa?
Elena, veš, da rad govorim s tabo, ampak Ja, res se mi že mudi. vem, saj bom na kratko. Gre za to, da mislim, hej, to je resna situacija, ti se mi pa tukaj smeješ. Kaj? Ne pa se ne. Lena, poslušaj. Prosti, ampak res mora biti. Račun, prosim. Počakaj. Glej, vem, koliko ti pomeni služba in pravzaprav me ne moti to, da greš v Ameriko. Ampak želela bi si, da bi se o tem pogovoril z mano. Ker no, saj veš, dobila sem občutek, kot da si me pozabil. Kot da ti nisem več pomembna oseba, s katero bi govoril o pomembnih življenjskih odločitvah. Ampak zdaj je prepozno, kaj ne? Potem je res boljše, da samo greš. Tako ali tako ne morem vplivati na to, da odhajaš. Nikoli nisem verjel, da sem prava oseba za. Še ko sva šla prvič na kavo, sem si rekel, da se ne smem zaljubiti vame. Preden sem te spoznal, nisem znal govoriti žensko. Nisem niti verjel, da bi katerakoli hotela biti z mano. Že ko sva bila skupaj, že ves čas, ko sva... Ne, nikoli me ni motilo. Še ko sva bila skupaj, sem se res spraševal, kdaj me boš zapustila za nekoga lepšega ali bolj uspešnega. Eno leto. Ko se vrnem, mi morda lahko kupiš. Rekla si, da ne moram spremeniti sedanjosti, ampak kaj pa prihodnost? Glede na to, da se ta še ni zgodila, je na tebi, kako se bo pisala. No, hvala. Moram iti.
pozna svojo sestro. Nič ne morem obljubiti. Vem, da ga verjetno ne bo prebrala, ampak če ga lahko daš, to veliko pomeni. Seveda, hvala tudi. Ja, želiš, da tvoji sestri poleg tega predam še kakšno sporočilo? Lahko ji poveš, da mama noče nista več jezna. Prav, ti bom sporočila. Lep dan ti želim. Adijo. Si se skregala s svojimi starši? Ne. Povedali so se mi. In čeprav pravi, da niso več jezni, bom to verjela šele, ko vidim na lastne oči. Ampak tvoja sestra je zelo prijetna. Mogoče. Niso v mojem položaju. Jaz mislim, da mi zameri. Zameri? Kaj pa? Ja. Nisi želela prevzeti posla. Starši so mislili, da ga bom prevzela jaz, a da nisem želela. Ker so ustrajali, sem odšla od doma in odprla svoj posel tu. Tak, v katerem dejansko uživam in mi omogoča dovolj svobode. Starši so mi zamerili in se ne želijo več pogovarjati z mano. A ona še vedno ustraja, čeprav vedno noče domov. Se razumem, ampak še vedno se mi treba skrivati pred njo. Ne moram videti njenega razočaranega obraza. Hoče, da prijem domov, da bo ona lahko svobodna. Vsaj preberi njeno sporočilo. Pusti, da ga je zate. Vrzi ga proč. Nikoli jih ne preberem. Se vidiva kasneje. Dino. Pustite, lahko dobim še malo kave, prosim. Takoj. Bo tako v redu? Ja, hvala. Ste morda nova natakarica? Ne. Pogosto prihajate sem? Ja. Torej poznate zgodbo o tej kavarni? O tistem stolu tam, ne? Ja, veste, tudi sam nameravam iti nazaj v preteklost. Zakaj pa? Oprostite, tega vam ni treba odgovoriti. Imam to pismo. Rad bi ga dal svoji ženi. Nikoli ga nisem uspel dati. Torej se želite vrniti v ta dan? Ja. Veš, preden sem se upokojil, sem bil vrtnar. Z ženo sva vsako leto večkrat potovala in si na vseh potovanjih ogledala prav vse parke in vrtove. Žena me je potrpežljivo čakala, medtem, ko sem mi razlagal o vsaki roži, grmu in drevesu. In če sem le lahko, sem mi na vsakem potovanju kupil novo rožo, ki jo je posušila in shranila v najino skupno zbirko. Naravnost čudovita ženska je. Nedvomno. Kje pa je vaša žena sedaj? Ne vem. Ne vem točno. Ampak res sem jo imel. Ime je bilo... Kako je bilo še ime? Pustite, ampak ta trenutek se res ne moram spomniti. Je že videl. Dobar večer. Pozdravljena. Pozdravljena, gospa. Lepo je se spet videti. Vajo tudi. Konstantin, danes si spet tukaj. Konstantin? Pustite, ali se mogoče poznamo? Morate mi opustiti,
zadnje čase dosti pozabili. Ja, razumem. Sedaj pa moram iti. Lepo vas je bilo spoznati. Nasvidenje. Nasvidenje. In hvala za kavo. Hvala. Nasvidenje. V redu je. Vedela sem, da bo slej ko prej prišlo do tega in ne skrbita zame. Hiša časti. Bomo si je. Spomnim se, ko sva prvič obiskala to kavarno. Našla sva jo čisto po naključju, ampak sva bila vesela, ker je bila tako prijetno hladna. Oprostite, ker vama kvarim razpoloženje. Mineva pol leta, odkar me kliče po mojem srednjem imenu Ana. Njegov spomin name počasi bledi. Počasi, a dosledno. Žal. V redu. Medicinska sestra sem in res sem vedela, da bo prišlo do tega in tudi, če bo njegov spomin name popolnoma izginil, bom še vedno lahko tam zanj. Vedno bom tam zanj. Res me zanima, zakaj hočem nazaj v preteklost. Daj ima pismo, ki ti ga želi dati. Meni želi dati pismo. Rjava ovojnica, približno toliko velika. Morda pa je ljubezensko pismo. Seveda. Kaj pa če bi šla nazaj v preteklost in sama videla? Videla kaj? Ja, resno. Pismo je namenjeno njej in mislim, da je prav, če ga prebere. Sploh pa, če je ljubezensko pismo. No, tudi če grem nazaj, to ne bo spremenilo ničesar, ampak najbrž res ne bo nič narobe, če ga preberem. Pravila poznaš, kaj ne? Vrniti se moram, preden se kava odledi. Še kaj drugega? Če se želiš vrniti v dan, ko se te je Konstantin še spomnil, si moraš živo predstavljati tisti dan. Ok, pripravljena sem. Srečno. Hvala. Amerika ima priložnost. Najlepša hvala za kavo. Se vidimo naslednji mesec. Vse je magnolija, menitnija. Poglejte, kot Ne vem, kako naj ti
Pozdravljen. Torej si res ti? Kaj? Ali veš, kdo sem? Kaj govoriš? Samo reci moje ime, prosim. Ali si lahko nekaj zafrkava z mano? Poročena sva že 26 let. Seveda vem, da ti je ime Sofija. Poročena sva, ja. Poslušaj, nekaj te moram vprašati. Kaj? Ali imaš karkoli, kar bi mi rad dal? Kaj? O čem govoriš? Približno toliko veliko rjave barve. Prosim, pozabi, da sem karkoli rekla. Ti grem raje naročiti čaj ali... Iz prihodnosti si, kaj ne? Kaj? Kako? Zato sediš na tistem stolu. Se mi je zdelo čudno. To pa pomeni tudi, da veš za mojo bolezen. Veš, kaj ne? Ne smem pustiti, da se kava ohladi. Torej pozabim. Te pozabim. Tega sem se najbolj bal. Ne. Opomoreš si. Tvoje stanje se izboljša. Ne skrbi zame. Za naju v redu bova. Res. Izvoli. Tvoje je. Sedaj tako ali tako že veš. Zdaj pa moraš iti. Kava je že skoraj hladna. Hvala ti. Hvala ti za vse. Ti prebereš. Draga Sofija, medicinska sestra si, zato sklepam, da si do sedaj že opazila. Alzheimerjevo imam. Predstavljam si, da bom vedno več pozabljal. Da bom vedno bolj pozabljal tebe in naju. Ti boš seveda sposobna čustvo postaviti na stran.
in zame skrbeti kot medicinska sestra, ne glede na to, kaj bom naredil. Tudi če te popolnoma pozabim, boš ti skrbela zame. Vendar te prosim, da ne pozabiš ene stvari. V prvi vrsti si moja žena. Zato, če postanem slab mož, ne rabiš ostati in skrbeti zame. Tudi če pozabim, bova zame vedno najprej mož in žena. Tukaj je še nekaj. Toni. Konstantin. Sploh ne vem, kaj sem počela. Še nekaj. Od danes naprej me ne kličita več po mojih srednjih. Rekel je, da sem v prvi vrsti njegova žena. In to bom tudi bila. Poveda še ostalim, prosim. Prav. Z veseljem, Sofija. Hvala. Izvolite, Sofija. Hvala. Vedno sem vesela, ko dobim eno tvojih slavnih kav. A ja, mimogrede, opazila sem, da je Nurin lokal že nekaj dni zaprt. Veš kaj o tem? Njena sestra je imela prometno nesrečo, zato je šla domov. Kaj? Nur, kaj pa ti delaš tukaj? Tako zelo sem utrujena. Pogrebi imajo očitno na človeka na počinek. Lahko dobim kozarec vode, prosim. Kaj? Ne vem, kaj naj rečem. Žal mi je za tvojo sestro. Ja. Definitivno je bilo nepričakovano. Lahko bi rekli, da je imela nesrečo v nesreči. Rekli so, da jo je drugi avto zbil in ni bilo pomoči. Tako da ja. Pa je bil pogreb danes? A ja, ja, poglejte, kar pristojim in se vam ne zdi. Zakaj pa nisi doma z družino? Ni tako preprosto. Vsaj ne z mojo družino. Že res, da se to morda spodobi, ampak doma nisem zaželjena. In morala sem priti nazaj za svoj bar. Ne moram ga kar pustiti. Prosim, raje ne govorimo več o tem. Kako ti misliš, da nisi dobrodošla?
Nesreča se je zgodila, ko se je vračala z obiska pri meni. Zato me starša krivita za njeno smrt. Kaj? Kako lahko sploh mislijo kaj takega? Ker je na nek način res. Vsak mesec je znova in znova prihajala. Jaz pa sem jo zavračala in ignorirala. Kakorkoli, nihče ni želel govoriti z mano. Niti besedice. In ne vem točno, kako se obnašati v takih situacijah. Slabo izrazim, kaj čutim. Ampak, Ne, ni vam treba skrbeti, kako bo. Vsak želuje drugače in čeprav ne izgleda, me to zelo boli. Je kako, da si pa potem prišla sem? Ja, Še vedno jih imam. Vedno sem si jih shranjevala, če bi jih kdaj želela nazaj. Hvala. Jaz pa bom mogla iti. Hvala, mama, za vse. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Ona nikoli ni obupala nad mano. Jaz pa si nisem mogla vzeti par minut, da bi se z njo srečala. In zdaj to. Poznam pravila. Vem, da ne moram spremeniti preteklosti, ampak moram jo še enkrat videti. Prosim vas, vem, saj vem. Torej, kot ste najbrž slišali, res potrebujem ta stol. Bi lahko to naredili zame? Prosim vas. Nur, nehaj! Kaj, zakaj? V redu, saj sem se odmaknila. Nur, poslušaj, razumem, kaj prestajaš, ampak na silo pri njej ne boš naredila nič. Ne slišite. Lahko nekaj poskusim, ampak ni rečeno, da bo delovalo. Bi si želeli skodelico kave? Ja. Bi si želeli še eno skodelico kave? Ja, prosim. Bi si želeli še eno skodelico kave? Ja, prosim. Kaj samo ne reče ne? Ker ne more. Tako je pravilo. Bi si že... Bi si že šla. Hvala. Poslušaj, vem, da poznaš pravila, ampak za vsak slučaj vzemi s seboj ta alarm. Sprožil se bo tik preden se kava ohladi. Nur, vem. Preden se kava ohladi. Srečno.
4:20, prosim. Amerika ima priložnost. Najlepša hvala za kavo. Se vidimo na naslednji Silve magnolije menikujo. Poglejte hortenzi. Pa sploh ne morem verjeti. Vse to je krasno. Kaj pa ti tukaj? Prišla sem obiskat sestrico. Tisto, ki se lepo navadi zagibaš. Se je kaj zgodilo? Nur? Pozdravljena, sestrica. Lepo te videti. To je pa čudno. Kaj se danes dogaja? Vsa ta leta si se me izogibala in sedaj si vesela, da me vidiš. Lahko prisedem? Seveda. Živjo, en čaj prosim. Hvala. Počutim se, kot da tega niso storili že leta. Se usedli, se pogovorili. Da ne. Daj no. Nazadnje sem stala pred tvojimi vrati in me nisi spustila notri. In enkrat predtem sem te lovila po ulici. In se spomniš še enkrat predtem, ko si stekla na drugo stran ceste, samo zato, da ne bi govorila z mano. Sem bila kar grozna, kaj? Prosti, Kjara. Res mi je zelo žal. V redu je. Vse v preteklosti, vse pozabljeno. Poslušaj, nekaj bi te rada vprašala. Vem, da sem ti napisala že veliko pisem in verjamem, da mi nočeš priti domov, ampak vem, da Prišla mi. Kaj? Vrnila sem v domov. Čeprav tem, da najbrž ne bom mogla biti dosti v pomoč. Seveda boš. Vse te bom naučila in mama in oče bosta tudi zelo vesela. No. Kaj je narobe? Zameriš mi, kaj ne? Zameriš mi, ker nikoli nisi mogla biti zares svobodna. Vedno delati v tistem hotelu in nikoli slediti svojim sanjam. To sploh ni res. Veš, to so bile vedno moje sanje. Voditi hotel skupaj s tabo. Kjara. Počakaj, samo na stranišče grem. Kjara, počakaj. Ne id. Kaj? Nič. Danes sem mogoče res malce čudna. Kjara. Kjara. Hvala, ker nisi nikoli obupala nad mano. Četudi sem seveda grozna. Hvala za potrpežljivost. Ni za kaj, sestrica. Danes se definitivno vedeš čudno. Si v redu? Moraš piti kavo. Še enkrat moram videti njen obraz. Ne, popij kavo. Ne moram. Ampak obljubila si, da boš šla domov in z njo vodila hotel. In ja, vem, ampak Nur, to je še toliko bolj pomembno. Saj...
Čeprav so starši še vedno jezni, nameravam vztrajati toliko časa, dokler mi ne odpustijo. Za Kiaro. Adijo. Adijo, hvala. No, to je bila naravnost čudovita. Si pripravljena, da gremo domov. Kaj pozim, bom jaz zaprla. Nekaj moram še postoriti. Adijo. Kakšen dan. Saj veš, kako imam rada srečne konce. Vesela sem, ko potovanje v preteklost prinese razliko v življenje ljudi. Čeprav morda ne takšno, kot so si jo želeli, preden so odpotovali tja. Ampak je Nur danes skoraj ponovila tvojo napako. Tako zelo me je bilo strah. Nisem hotela, da bi jo doletela ista usoda, kot je doletela tebe. Vem, da paziš name. Ampak te pogrešam, mami. Nekoč je v neki majhni ulici stala kavarna. Če si naročil kavo in sedel na pravi stol, si se lahko vrnil v preteklost. Če si dovolj dolgo vztrajal in sledil pravilom, je ponudila novo priložnost. Drugačno izkušnjo, tujo perspektivo. Morda si boste tudi vi kdaj želeli v to kavarno, da bi se ponovno srečali z ljubljeno osebo, podoživeli spomine ali našli zaključek. Ampak preteklosti ne moreš spreminjati. Zato, naši predragi obiskovalci, izkoristite zamujene priložnosti. Recite neizrečeno, storite neizživeto. In kot pravi tale zgodba, ker se prihodnost še ni zgodila, je na vas, kako jo boste napisali.